Društvo Sonček je pomemben partner pri centru, ki nastaja. Kako vi vidite to sodelovanje? Ja, mi to sodelovanje vidimo z čisto našo vključenostjo v vse dogajanje v zeliščarskem centru, bi rekla. Ne? Mi se poleg tega projekta vključujemo še v projekt na Bučki, kjer bodo naši člani nastanjeni, že nestrpno pričakujejo, da bi do tega prišlo, in potem predvidevamo, da bi se oni vozili tukaj redno vsak dan v službo, to bi temu rekli služba, in da bi oni zdihali s tem zeliščarskim centrom in da bi res dejansko bili tukaj vključeni. No? Če spregovoriva nekoliko širše o možnosti vključevanja vaših varovancev. Če vas lahko zmotim, mi imamo uporabnike, ne varovance. Uporabnike. Ja. V vsakdanje življenje, tudi na ta način, da lahko sami, vsaj kolikor zmorejo, poskrbijo za sebe. Na kakšno razumevanje recimo ste konkretno v tej občini Škocjan naleteli? Moram reči, da nas je občina Škocjan zelo presenetila. Zelo so odprti, zelo veliko posluha imajo za nas in moram reči, ena redkih občin, ki je res na ta način pristopila. Vse, kar smo rekli, da mi lahko delamo, ni bilo vprašanje, joj pa ne morete, pa bi to pa ono. Ne, oni, če vi veste, potem je to res to. In oni nas vidijo tukaj, ne. A so vaši uporabniki vsaj že deloma sodelovali v nastajajočem centru pri delu? Ja, večkrat smo že tukaj bili. Najprej smo si pogledali sam zeliščarski center, smo se sprehodili, potem smo pa organizirali, da so hodili pospravljati zadeve. Zdaj, tekom sprehoda tukaj ste lahko videli delo naših članov, ne. Pospravljali so po terenu. In kakšen je bil njihov odziv, kakšni so bili njihovi občutki? Vi jih dobro poznate. Mi se že kar nekaj časa pogovarjamo o tem zeliščarskem centru in o Bučki in oni pričakujejo res, da bodo tukaj nekaj imeli od življenja, da bodo oni lahko tukaj delali, da se bodo lahko pokazali, kaj zmorejo. To je tudi dvigovanje njihove samopodobe, ne? In z zelo velikim veseljem hodijo. Hvala lepa.